V Simbiju so letos zbrali več odpadkov kot lani. Laški gasilci Rdečemu križu predali donacijo prehrambenih izdelkov. V Zari Trnovlje premierna uprizoritev Petra Pana. Pivovarna Laško Union ostaja generalni pokrovitelj celjskega rokometnega kluba. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V naši informativni oddaji Dogodki dneva smo že poročali, da je celjsko javno podjetje Simbio v letošnjem letu poslovalo uspešno. Podjetje pokriva 12 občin, v katerih skrbi za gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza odpadkov. Na dan jih zberejo kar 160 ton. Letos so jih zbrali za 3% več kot lani. Podjetje Simbio je javno podjetje v lasti občin Celje, Vojnik, Štore in Dobrna, izvaja pa dejavnost javne gospodarske službe zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanje z odpadki v mestni občini Celje ter v občinah Vojnik, Štore, Dobrna, Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Vransko, Tabor, Šentjur in Dobje. Poleg tega pa upravlja s prvim regionalnim centrom za ravnanje z odpadki v Sloveniji RCERO Celje. Sicer v RCERO Celje obdelujemo odpadke za skupno 46 občin. To so vse občine, ki so bile tudi soustanoviteljice, soinvestitorice v Center za ravnanje z odpadki in pa potem Zgornje Savinjske občine, Spodnje Podravske občine. Tako da, ko zberemo, je kar lep del slovenskih občin tangira na regijski Center za ravnanje z odpadki v Celju. Prebivalci vseh občin, ki jih oskrbuje podjetje Simbio, so v letošnjem letu proizvedli kar 43.500 ton komunalnih odpadkov, kar je za 3% več kot lani. Za največ, skoraj za polovico, se je povečala količina nevarnih odpadkov, za 11% je bilo letos več kosovnih odpadkov, 7% več steklenih, za odstotek pa se je zmanjšala količina papirja in kartona ter biorazgradljivih odpadkov. Med ločeno zbranimi odpadki pa je tudi letos največ plastične in kovinske embalaže, sledita papir in karton ter steklo. Laški gasilci so včeraj tamkajšnjemu Rdečemu križu predali donacijo v obliki prehranskih izdelkov, ki so jih zbrali v sklopu vsakoletne dobrodelne akcije. Ta je letos potekala 4., nanjo pa se je odzvalo največ ljudi doslej. Po njihovi zaslugi bo Rdeči križ tako v teh prazničnih dneh osrečil številne laške družine. Na pobudo gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Laško so se odzvala vsa gasilska društva, ki delujejo v okviru Gasilske zveze Laško. Namen polepšati praznične dni tistim, ki si tega sami ne morejo privoščiti. Moram reči, da to že 4. leto organiziramo takšno akcijo, da zbiramo hrano za te družine, ki ne morejo imeti na mizi ob teh praznikih toliko, kar imamo recimo mi. To je tudi edini razlog, največ tudi damo poudarek na otroke, se pravi, da je dosti sladkih stvari, tistega, kar jaz mislim, da si zaslužijo vsi otroci v občini Laško. Akcija, moram reči, da letos je fenomenalno potekala. Mi smo organizirali akcijo, pozvali vseh 8 gasilskih društev v Gasilski zvezi Laško. Seveda, oni so vedno bili pripravljeni vsa 4 leta. Dali smo tudi obvestilo na Facebook za občane, ker dosti občanov je v gasilske domove pripeljali te stvari. Poleg gasilcev in nekaterih drugih posameznikov so se letos akciji pridružili tudi zaposleni na upravni enoti Laško. En dan je samo čisto med pogovorom nastala ideja, da bi tudi mi se priključili, so videli moje sodelavke na internetu oziroma na Facebooku, pa so potem rekli, dajmo, jaz rekel, v redu, zberimo skupaj, dan smo pripeljali nekaj malega, drugo leto bo več, ko se bomo bolj pripravili. V Laškem Rdečem križu računajo, da bodo z zbranimi prehranskimi izdelki lahko razveselili med 30 in 40 družin ali posameznikov in jim, kot je bila želja gasilcev, polepšali praznovanje Božiča in novega leta. V tem času, ko na nek način se tudi mi po svojih močeh razdajamo, po drugi strani smo zelo veseli te darežljivosti občanov in pa tudi vseh ostalih, predvsem pa tudi laških gasilcev. Moram reči, da smo res bili veseli tiste njihove prvotne pobude, nismo niti upali si misliti, da bo se ta akcija nadaljevala in vidim, da to vsako leto lepo teče in da se jim vsako leto pridruži še kdo, ki jim pripomore, da skupaj zberajo
kar lepo, bom rekel, število artiklov različnih, predvsem tudi takšnih, ko jih sicer v tej naši redni oskrbi, ko skrbujemo naše upravičence, naše občane, ki so potrebni pomoči, dejansko nimamo. Mi takih dobrot, ki so zelo za tale čas še, bom rekel, malo za pocrtljata, primerne, tega nimamo, ker imamo bolj kot ne te osnovne življenjske artikle, ki so pomembni bolj za preživetje. Socialna slika se sicer na območju Rdečega križa Laško, pod okrilje katerega poleg Laškega sodijo tudi Radeče, nekoliko izboljšuje, a je pomoči potrebnih še vedno veliko. Mi imamo okrog 680 družin, ki občasno ali pa redno prejemajo pomoč. No, zdaj se je to število nekoliko znižalo. Tudi sami pridajo nam povedati, da se zahvaljujejo za to, kar smo jim do zdaj pomagali. Eni so dobili službo, eni so si uredili status ali da so prišli v penzijo ali kakorkoli. Tako da nekaj manj jih je, se pravi, da se situacija izboljšuje. Jaz upam, da bo trend šel v te smeri, da bi bilo tega čim manj. Laški gasilci so zadovoljni, da je bila akcija znova uspešna in upajo, da se jim prihodnje leto pridruži še več Laščanov. Na odru gledališča Zarja Celje so v prazničnem decembru postregli z novo premiero. Njihova otroška gledališka skupina se je predstavila svetovno znano pravljico o Petru Panu v režijski postavitvi Žige Medveška. Tokratna premiera otroške gledališke skupine gledališča Zarja Celje je bila v marsičem malce drugačna od običajnih predstav, ki jih pripravljajo najmlajši člani tega renomiranega ljubiteljskega gledališča pri nas. Tako že v samem izboru besedila, kot tudi v sami postavitvi, podobi in izvedbi. Tokrat sta si oba ustvarjalca, ki vodita Zarjino otroško skupino, režiser Žiga Medvešek in dramaturginja ter vodja predstave Urška Majcen, izbrala znano in priznano delo škotskega romanopisca in dramatika Sira Jamesa Matthewa Barrya, Peter Pan, po katerem je posnet tudi film, tokrat v prevodu in priredbi Polonce Rošer, zgodbo o dečku, ki nikoli ni hotel odrasti. Peter Pan je priljubljena otroška pravljica, avtor je napisal v začetku 20. stoletja in pripoveduje o živahnem in prebrisanem dečku s sposobnostjo letenja, ki ne želi odrasti. Svoje večno otroštvo, polno zanimivih dogodivščin, preživlja v deželi Nije, kjer je vodja druščine najdenčkov. V življenju se srečuje z morskimi deklicami, pirati, indijanci in vilami, tu pa tam pa spoznava tudi otroke iz resničnega sveta. 13 deklet, od katerih je najmlajša stara 7 let, je oblikovalo vloge o Petru Panu in treba je priznati, da so se pri tem dobro znašle in svojo nalogo opravile z odliko. Nekatere med njimi smo povprašali po njihovih občutkih in doživljanju premiere. Po uspeli premieri pa smo se o predstavi pogovarjali z obema avtorjema, kako sta ona dva doživljala uprizoritev. Vsakič takoj po zaključku premiere je ena ogromna doza euforije, enega veselja, ene v bistvu take pozitivne ustvarjalne energije, ki se je zdaj končno po teh 3 mesecih precej napornega pa zanimivega in precej zahtevnega procesa dela končno zdaj izživela ta energija in je en odličen in res fenomenalen občutek, tako po vsaki premieri. Takole bom rekla, ponosna sem na vsako posebej izmed vseh 13 punc, ki so danes nastopile na tem odru, nekatere izmed njih prvič. Res sem ponosna. Ogromno dela je za nami, takšnega in drugačnega, gibalnega, govornega, vse, kar pa spada k odrskemu delu. Mislim, da smo uspešno izpeljali projekt, ki smo si ga zastavili, malo drugačen mogoče, kot smo navajeni prejšnja leta bili otroške predstave, tudi po dolžini in sami vsebini, mogoče malo otroško-mladinska predstava bi lahko rekli. Mislim, da po odzivu občinstva in otrok smo zadovoljili potrebe tako najmlajših, kot tudi malo starejših obiskovalcev danes pri nas v dvorani, tako da bom rekla, da sem res zelo zadovoljna. Odziv občinstva na premiero Petra Pana je bil pravzaprav presenetljiv in je presegel vsa pričakovanja. Tako da gledališče Zarja prvo ponovitev za izven uprizarja na domačem odru ta torek 19. decembra ob 18. uri. Naslednjo pa v nedeljo 14. januarja prihodnjega leta.
Več o dogodku pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. Pivovarna Laško Union bo generalni pokrovitelj rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško še naslednje 3,5 sezone. Novo pogodbo o generalnem pokroviteljstvu sta včeraj v avli dvorane Zlatorog podpisala predsednik kluba Bojan Cizej in predsednik uprave Pivovarne Laško Union Dušan Zorko. Pivovarna Laško je v celjski rokometni klub vstopila leta 1989. Leto dni kasneje pa podpisala prvo pogodbo o generalnem sponzorstvu. Ja, v letu 1989 se je žal iztekala pogodba z firmo Aero Celje. Mi smo nekje obupno iskali novega pokrovitelja in potem prišli s pomočjo Slavka Iveziča, ki je bil takrat še trener v klubu, do Pivovarne Laško. Se z njimi najprej dogovorili za enoletno sponzorsko pogodbo in potem 17. septembra 1990 podpisali z njimi najprej dvoletno pogodbo o pokroviteljstvu in kasneje se je potem to razvilo do danes, tako da je zdaj Pivovarna Laško že 27 let pokrovitelj kluba. No, mene ni ravno treba bilo dosti siliti k temu, da je podpisal, glede na to, da sem že prej ta klub spremljal in sem imel nekako, kar smo bili počaščeni v pivovarni, da smo postali glavni sponzori. In tako je bilo naprej in moram reči, da sem izredno zadovoljen. Po prevzemu generalnega pokroviteljstva je predsedniško mesto v klubu prevzel Tone Turnšek, ki je klub vodil tudi v obdobju njegovih največjih uspehov, ki so bili kronani z naslovom evropskih klubskih prvakov leta 2004. Bili so tudi padci, ampak vendarle smo vztrajali, vsi smo delali za klub in smo uspeli tako, da smo dosegli tisti cilj, ki smo si ga že mogoče v začetku zastavljali, pa nismo bili sigurni, ali imamo prav ali ne, da smo postali evropski prvaki. Moram reči, da v tem obdobju smo doživljali padce in vzpone, predvsem pa seveda se spominjamo tistih najlepših trenutkov, da smo bili 15 let v samem evropskem vrhu, proglašeni kot druga najboljša ekipa v Evropi in pa krona vsega je bila pač leta 2004 osvojeni naslov evropskih prvakov. Pivovarna Laško Union je ostala zvesta celjskemu rokometu tudi v času velikih finančnih težav, v katerih se je znašla, ter tudi po prihodu novih lastnikov. Včerajšnji podpis nove pogodbe je plod večmesečnih pogovorov kluba, vodstva pivovarne in njenih lastnikov. Jaz smo res izšli v času, da smo uspeli danes to pogodbo podpisati. Zdaj je bilo delo težko, lahko, tu smo v okoliščinah, vendar smatram, da je rokometni klub tako močna blagovna znamka Pivovarne Laško, da smo morali to storiti. In tukaj bi se zahvalil vsem, ki so pred mano delali to in dam pač neko popotnico ostalim, ki bojo s tem nadaljevali v prihodnosti. O vednosti ne bi govoril, ampak mislim, da je sorazmerno s časom, v katerem živimo in na ta način bo lahko rokometni klub in vsi, ki noter delajo, nadaljevali s to filozofijo, vendar je treba stebre spremeniti. En del pa so sredstva sponzorjev, drugi so igralci, ki jih je treba poslati v tujino in pa seveda še ostali sponzorji, ki morajo sodelovati tukaj zraven. Zelo sem vesel, zelo sem ponosen, da nadaljujemo to, mislim, da 27-letno tradicijo. V tej priliki se moram zahvaliti predsedniku uprave Pivovarne Laško Union, gospodu Dušanu Zorku, prav tako brand menedžerju Urbanu Krambergerju, ki je prepoznal naš klub kot enega od laških brendov. Zberemo približno 10krat manj kot recimo Vesprem ali pa ne vem, Kiel recimo, ker smo ga pred kratkim premagali. Seveda ni enostavno v tej Sloveniji, v bistvu problem je v tem, ker nas je samo 2 milijona in to je mala populacija za neke velike vložke, seveda premala. Je pa res, da poskušamo tudi z manjšimi sponzorji, ne samo dobrodošel je prav vsak. To je res ena zelo, zelo velika stvar v teh časih za rokometni klub Celje Pivovarna Laško in seveda se zahvaljujem generalnemu sponzorju, vsem ljudem, ki so nam to omogočili oziroma nam omogočajo. Ni enostavno, ampak mislim, da je pivovarna kot takšna prepoznala oziroma ve, kam in zakaj vlaga v naš klub in jaz jim lahko še enkrat čestitam in se jim zahvalim. Sicer pa v celjskem klubu dosežke v letu 2017 ocenjujejo kot uspešne. Celjani so ostali nesporni vladari slovenske rokometne scene,
V najmočnejše evropske klube so ponovno poslali kar nekaj svojih rokometašev, klub pa je v letošnjem letu dokončno zaključil tudi sanacijo finančnih bremen preteklosti. Jutri bo sprva povsod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo predvsem v zahodni in deloma v srednji Sloveniji delno razjasnilo. Več oblačnosti pa bo ostalo v vzhodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -3, v alpskih dolinah ter v mraziščih na Notranjskem do okoli -13, ob morju okoli 0, najvišje dnevne pa bodo od -3 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod po nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Z vremensko napovedjo pa tudi tokrat zaključujemo dogodke dneva. Hvala za pozornost in nasvidenje.